Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni, največji evropski podvig celjskega nogometa, preboj v osmino finala konferenčne lige po odlični, prepričljivi, samozavestni predstavi na Cipru, najboljši predstavi Celjanov v letu 2025. Na drugi strani pa razočaranje Olimpije. Veliko so se Ljubljančani obetali od dvoboja proti borcu, a ostali praznih rok proti tekmovalnemu, pragmatičnemu predstavniku, ki je v Stožicah upravičil svoje ime. Standardna četverica tokrat z vami, Boštjan Janežič, Živijo. Jože Pepevnik, Dober dan, dobro jutro že. Marko Cirman. Dober večer. Res je, moje ime je pa Luka Petrič. Prvi polčas. Nepričakovan razplet, moram reči, na koncu. Na poti na stadion GCP, tu na jugu Nikozije, smo slovenski novinari se v avtu pogovarjali. Vsi štirje? Ja, rekli, in še fotograf, 5 predstavnikov sedme sile tu, da se ne bo na koncu zgodilo, da bo Olimpija izpadla in Celje napredovalo, pa ravno to se je zgodilo, ne Marko? Ja, ščipam se. Fantastičen večer. V bistvu sem kar prazen, no. Žal, poslušalci, oprostite, ampak res je, mislim, super je bilo videti, pa ne samo zmage Celja, zmagaš lahko tudi, mislim, tako kot se poraz od poraza razlikuje, se tudi zmaga od zmage, ampak na tako res dominanten način, tako suveren, niti v enem trenutku nas ljubitelje slovenskega nogometa ni bilo strah, da bi Celje pokleknilo, prejelo zadetek, karkoli. Dobro, tista obramba na začetku Ricarda Silve, ampak to pa je bilo to. Igralci Celja so bili neverjetno natančni pri pokrivanju prostora in predvsem igralcev Apoela niso jim dovolili razigravanja, skrili so jim žogo in Albert Riera je po tekmi povedal, da ga najbolj veseli prav to dejstvo, da so Celjani začeli s tekmo z žogo v svojih nogah in končali tekmo z žogo v svojih nogah. Da sicer perfekcija ne obstaja po njegovem mnenju in da tudi to ni bilo čisto perfektno, ampak za nas, ki smo gledali, je bilo to naravnost perfektno. In ja, res je bilo zanimivo videti vse te navijače, kako so burno spremljali in mahali z rokami proti svojim ljubljencem in jim sporočali marsikaj v tem večeru. In tudi zdaj, ko gledava, snemava namreč na komentatorskem mestu na stadion GCP v kazenskem prostoru Apoela v drugem polčasu, je potem, ko je Vid Belec odšel iz vrat, ko je odpiskal sodnik konec tekme, je poletelo kar nekaj predmetov na zelenico in ti predmeti so še vedno vidni. Ogromno je plastičnih kozarcev, ki se bleščijo od reflektorjev, tako da ja, tisti sektor njihovih tako imenovanih ultrasov je kar pobesnel po koncu tekme in ja, veliko razočaranje. Na tej sicer zelo dobri travnati podlagi tu, kar tepih je na tem stadionu in sicer so pred tekmo smo se tudi pogovarjali s predstavniki Apoela, 2-krat na leto tu zamenjajo travnato podlago, da jo ohranjajo tako dobro. NZS 2-krat na leto. Ja, bi se lahko v slovenskem nogometu morda tudi ob tem kaj tudi morda naučili. Sploh tu na Cipru prejšnji teden Bojan Prašnikar rekel, da karkoli sem daš v zemljo zraste in ob vsem soncu je treba le dobro zalivati, pa še vedno 2-krat zamenjajo travnato podlago. Nazaj k nogometu, k tekmi. Po teh tekmah na začetku leta 2025 za Celjane, ko smo že malce razmišljali o krizi, so obrnili nov list in pokazali drugačen obraz kot v prejšnjih tekmah v tem letu. Pa sej, če smo čisto iskreni, predstave Celja v Evropi niso bile nikoli sporne v letošnji sezoni. Dobro, tisti šok, ko se je zgodil zamenjavo Krzna Riera v Bratislavi, ampak če pa vzamemo samo ta ligaški del konferenčne lige in zdaj te izločilne boje, pa praktično Celjani niso nikoli razočarali v gosteh. Naleteli so na sila razpoloženo Vitorijo v Gimarajšu, imeli so točko v žepu, pa šli celo po zmago v Seviljo, proti Betisu, proti Pafosu, niso bili na najboljši dnevni formi, ampak tudi niso bili
pretirano nadigrani, imeli so 11 metrovko, ki so jo zapravili zdaj tu v Nikozi, prva zmaga na Cipru tudi za ta klub, torej enostavno je tu, se mi zdi, da ne bom rekel, da težava, ampak opaska ta, da imajo Celjani precej večje težave z motivacijo v domačem prvenstvu, kot pa na evropski sceni, da si res želijo odmevnega rezultata v Evropi, pa ne bom rekel, da si ne želijo odmevnega rezultata v domačem prvenstvu, ampak v domačem prvenstvu so že dosegli vrh in zdaj je to na tem vrhu najtežje pravzaprav ostati. Vedo pa Celjani, kaj jih čaka, če spet osvojijo vrh, in tam so že bili, torej nič novega, bi lahko rekli. Tu pa je zdaj neko raziskovanje nekega novega terena, nekih novih uspehov, odmevnih rezultatov proti kakovostnejšim klubom in to jih žene naprej, očitno v domačem prvenstvu pa zmanjka nekaj tisto za dodatno motivacijo. Gole sta dosegla Armanda Skučis in Tamar Svetlin. Tamar Svetlin na začetku drugega polčasa, ko je nekako potrdil celjsko prevlado takrat. Prej pa Armanda Skučis, še en pomemben gol, še en gol v Evropi za tega litovskega napadalca. Po tekmi sem se z njim pogovarjal. Armanda Skučis, first of all, tell me, what was it like for you today? Great performance from Celje, great performance for you again. Yeah, we came here just for only one objective to win and go through the next round. We achieved that. It's first time in the club's history. What we achieved, it's nice. It's good feeling in front of their fans to win, to dominate them in their home. So it feels amazing. And now it's time to celebrate a little bit. You tell me, after not being in the best of form for the beginning of 2025, what turned around for you to have this good game, one of the best in the season, if not the best? We just stick together day by day, training by training. We knew what the coach wants from us, not from me, of course, also from me, but from us. We trust the coaching staff all the time. We knew how we need to play, how to win these type of games. This 2025 started not the best for us, but we showed that we are capable to win big games, and it's that this table in Slovenian league doesn't show nothing, I think. And tell me, you've been in great form. How do you feel right now, scoring goals, scoring important goals? I feel amazing. I have beautiful teammates who can pass me the ball, and I just need to score. So I'm grateful that I have these kind of teammates like Sweet, others. Like I can name all of them, and I have pleasure to play with them, and I want more. I don't have to stop. I think like the coach say, if you score today, you need to be hungry again to score. So I'm like that. I score today, tomorrow I want more. Can you tell me also about the celebration? You put your hands over your ears. What's that all about? It just I like play against this type of fans who scream, who wants to, like, how can I say, put your minds in different directions. So I gave them a little bit of gestures. So I hope they like it. Thank you very much and good luck. Thank you. Thank you very much. Kučis je povedal, da so bili Celjani izjemno veseli, sploh po takšni dominantni predstavi, da so v ekipi verjeli, da so verjeli vase, da so verjeli v strokovni štab, da so dobili tudi dobra navodila in da so jim sledili. Rekel je, da ima izjemne soigralce, ki so bili ključni za uspeh, sam pa se fantastično počuti, čuti se v dobri formi, svojo potezo ob golih, da pokrije svoja ušesa, pa želi glasne gostujoče navijače utišati in jim pokazati, iz kakšnega testa so celjski nogometaši in navsezadnje tudi on sam. Moram reči, da so se gostujoči navijači, torej celjski navijači, kar malce razveselili seveda tega zadetka. Bili so na tej osrednji tribuni v, mislim, da VIP sektorju po večini, in blizu so bili navijači Apoela, ko je padal zadetek in so domači navijači videli to veselje, so bili kar malce jezni, da so morali redari
priti vmes in malce pomiriti strasti, sicer še zdaleč ne tako, kot je bilo v Ljubljani v drugem polčasu. Zanimivo je bilo, ni bilo prav veliko celjskih navijačev, ampak tudi te so bili ob golu kar glasni. Sicer je bila začudena, ko so bila v fanshopu, seveda so šla v fanshop, Omonije tokrat blizu tega stadiona GCP, kjer je prodajalka rekla, da ni mogla verjeti, da bo tako malo celjskih navijačev na tekmi, ko so rekla, da jih bo nekaj 10, je bila zelo začudena. Sicer mama igralca Omonije, Loizoja, ki ima pri 22 letih že 36 nastopov za ciprsko reprezentanco, zelo simpatična. Sicer pa so z Markom bila tudi v fanshopu Apoela. Tam pa mi je prodajalka rekla, da mi ne more zaželeti sreče. Ja, res. In potem, ko smo prišli na stadion, niti rabili. Ko smo pa prišli na stadion, je šel Marko pogledat, če nekaj šalo, pa je rekla, vi ste spet. Tako da je stara znanka. Ja. Ga že poznajo Marka v fanshopih, tudi na Cipru. Zanimivo bo jutri, torej danes že bo žreb, ko boste to poslušali, gotovo danes mnogi boste že vedeli, s kom bodo Celjani igrali v osmini finala, bodo pa Celjani med zadnjimi izvedeli, torej celjski nogometaši, s kom bodo igrali v osmini finala konferenčne lige, kajti vzleteli bodo z larnaškega letališča tu na Cipru ravno takrat, ko se bo začel žreb parov in ko bodo pristali v Ljubljani po približno 2,5 ure, bodo videli, s kom bodo igrali. Ali bodo odšli v Švico in igrali z Luganom ali pa na Švedsko in igrali z Djurgårdenom. Tu bi dodal, ko smo Alberta Riera vprašali na tiskovni konferenci, koga bi si želel, pa rekel, vseeno mi je, če bomo igrali tako, kot zdaj igramo, ampak če bi izbiral in bi izbral nekoga, bi dobili ravno tistega, zato pa ne igram loterije ali binga, je rekel. Koliko ste videli uspela ujeti po koncu tekme z Borcem celjsko tekmo? Ja, zadnjih 20 minut. Videl sem tisti nevaren strel Apoela z razdalje. Videl sem videl drugi gol in tudi razveljavljen gol Celja potem. Tako da nekaj sem videl, ampak ni bilo v nobenem trenutku neke nervoze, se mi je zdelo. No. Ja, ko sva se na radio vrnila iz Stožic, je bilo potem videti, da dominirajo Celjani, kot da bi oni potrebovali rezultat. Vse skozi so imeli žogo v napadu, pritiskali proti vratom Vida Belca, ampak takrat potem še dodatna igra s peto Sešljarja, ampak res velika razigranost Celjanov. Prek televizorja se je videlo, da domači ne bodo prišli niti do častnega gola. Lugano ali Djurgården, torej možna tekmeca Celjanov. Jože Djurgården igral z Mariborom v tej sezoni, sicer povsem na začetku in ne vem, kako bo to morda, lahko to preslikamo zdaj na tekmo, ki bo marca. Vendarle se ti zdi, da bi lahko bil Djurgården tekmec po meri za Celjane, če bi igrali z švedskim predstavnikom? Pa oba se mi v bistvu zdita lahko tekmeca po meri. Za Djurgården bo igral oziroma igra zdaj Nino Žugel, ki je pred nekaj tedni iz Bodo Glimta prestopil v torej tega stokholmskega prvoligaša, podpisal 4-letno pogodbo. Ekipa večinoma sestavljena iz Švedov in le nekaj tujcev, med katerimi je tudi Nino Žugel. Tudi Lugano se mi ne zdi kot ekipa, ki bi se je Celje moralo bati, tako da jaz mislim, da je še naprej za Celjane ta žreb dokaj ugoden. Lugano ima sicer manj švicarsko ekipo, kot je Djurgården, švedska ekipa, ampak kljub temu še vedno se mi zdi, da to nista tekmeca, kot bi seveda lahko bil Chelsea ali pa Vitória Guimarães, tudi Fiorentina in še kdo, ki je ostal v tej konferenčni ligi. Tako da Lugano morda z vidika
Z vidika potovanja, no, Lugano je tudi zelo, zelo blizu italijanske meje, če se ne motim, zelo blizu Bergama, zelo blizu Koma in teh mest tam, tako da morda z vidika navijaške podpore navijače v Celju, ki bi morda šli na pot, bi bil Lugano boljša izbira. Ampak po tem velikem večeru, ko znajo Celjani zadržati tudi ničlo, verjetno le malo kateri tekmec nepremagljiv. Zdaj le malo gledam in je Luganova zasedba skoraj 5-krat vrednejša od zasedbe Celja, ima pa to pomanjkljivost, da sem dobil informacijo, da je pri Luganu v tem trenutku več poškodovanih nogometašev, nosilcev igre kot pri Djurgårdenu, tako da bi z tega vidika Lugano bil ugodnejši žreb za Celjane. Tako da, ja, ampak dajmo še malo uživati v tem večeru. Drugi polčas. Gremo k Olimpiji in tekmi z Borcem. Se mi zdi, da so igralci Borca bili zelo fizični, vse skozi onemogočali igralce Olimpije, jih živcirali, igrali na meji, ampak v mejah pravil in bili bolj tekmovalni, bolj pragmatični. Se mi zdi, da bi bil Jose Mourinho ponosen na njihovi dve predstavi proti ljubljanskemu klubu. Kako sta vse skupaj videli? Igralci Borca so bili zares borbeni in zato so v 16. oziroma se uvrstili med 16 najboljših v tej konferenčni ligi. Olimpija je šlo vse narobe, sama si je kriva za ta poraz. Želela je, da bi žoga po lepi igri, kar sama šla v tekmečevo mrežo. Tam pa so v mejah še dovoljenega prekinjali vse skozi napade Olimpije, ki je bila bolj kot ne jalova, brez zoba, manj željna kot nogometaši Borca in gledalci ob Olimpijinih evropskih tekmah rekord v Stožicah so videli zelo slabo nogometno predstavo. Že ob ubranjeni 11-metrki v 7 minuti so verjetno pri Borcu prvič začutili, da je to njihov večer, potem je Olimpija še enkrat stresla prečko. Tako da ti dve priložnosti, ko se ti tako malce nasmehne sreča, se mi zdi, da kot ekipa, ki brani gol prednosti z prve tekme in ki se nekako zaveda, da bo verjetno večino tekme ali pa velik del tekme igrala brez žoge, da dobi takšna ekipa še nekaj več samozavesti. Prej je Marko dejal, da pri Celju ni bilo niti v enem trenutku, ni bilo nekega strahu, da bi tekma šla v napačno smer. Pri Olimpiji je v bistvu tokrat manjkalo to, kar je pogosto se zdi neizogibno v slovenskem prvenstvu. Se mi zdi, da v slovenskem prvenstvu je vedno ta občutek, da bo pa Olimpija zadela, da bo pa Olimpija nekako izvlekla rezultat, ki bo za njo ugoden. Da tudi če se znajde v zaostanku, da na nek način nekako bo Olimpija to uspela spraviti skupaj in proti Borcu ni bilo tega občutka. No. Ni bilo občutka, da se bo pa zdaj nekaj zgodilo, kvečemu bolj kot je šla tekma proti koncu, manj težav je imel Borac. No. Ko bi pričakovali, da bo Olimpija res pritiskala, da bo juriš, da bo pokalo po vratih Borca, se to zares nikoli ni zgodilo. No. Do te točke Olimpija sploh ni prišla in Borac ima kar nekaj, kar sem povedal tudi v prenosu, kar nekaj izkušenih nogometašev, ki so odigrali na takšnem in podobnem nivoju ogromno tekem v svoji karieri, daleč od naivne ekipe ali pa od ekipe, oziroma od posameznikov, ki ne bi bili že v podobnih položajih. Morda to zadevno Olimpija vseeno teh izkušenj ne kot posamezniki, ne kot ekipa ali pa kot klub pri teh evropskih tekmah mogoče še nima. Čeprav je v tej sezoni lepo evropsko sezono naredila in so lahko ponosni v Ljubljani. Ne moram se znebiti občutka, da se ni Mladen Žižović precej bolje pripravil na tekmo kot pa v Olimpijinem strokovnem štabu. Manjkal je tudi Sanchez, bil je kaznovan na tribuni. Jasno, da so vse opravljali njegovi pomočniki po njegovih navodilih, ampak
Floruc je zaznamoval ta krog Olimpija, Borac, že obe tekmi s tisto izključitvijo v Banja Luki in od tam potem poti nazaj, kot je bilo videti, tudi po 115 minutah ali 120 minutah brez podaljška v Ljubljani Olimpija ni prišla na ne eni, ne na drugi tekmi do gola. Ravno te prekinitve v drugem polčasu se mi zdi, da so tudi vse skozi ustavljale ritem tekme in otežile pot Olimpije do gola. Ne? Ja, drži, ampak nespretno so igrali tudi nogometaši Olimpije. Ko se jim je najbolj mudilo, so naredili na sredini igrišča tudi nepotreben prekršek, spet voda na mlin za dolgo ležanje nogometašev Borca. Imela je res polne roke dela njihova zdravniška služba, da je poteklo še več časa. Čas je bil njihov zaveznik, Olimpije pa se je brezidejno mudilo. Bila je vse skozi Jalova in daleč od gola. Poznalo se je tudi, gotovo se je poznalo, da ni igral Marcel Ratnik, da ni igral Raul Floruc, vendarle dva ključna nogometaša Olimpije sta manjkala, kar pa spet ni upravičilo, kajti tudi brez njiju se mi zdi, da je ta Olimpija igralec za igralca, kakovostnejša od Borca, ampak šteje tu seveda ekipni pristop, ekipna priprava, in ekipno je bil Borac, pač vzel je tisto na prvi tekmi, kar mu je bilo na nek način ponojeno, na drugi pa res izgaral, imel na koncu celo več strelov kot Olimpija, ne, v teh 90 minutah v Ljubljani in ja, vse te prekinitve, ki pa si jih omenil, to res ni bila voda na Olimpiji in mlin, in manjše in daljše prekinitve so nekako sekale tempo in Borac je z veseljem kakšno prekinitev še malce nategnil in absolutno je to položaj, v kateri seveda ekipa, ki vodi, ima to pravico. Niso manjkali samo Ratnikovi skoki v obrambi in v napadu. Videti je bilo med tekmo, da je Ratnik pomembnejši tudi med soigravci kot samo na igrišču. Ni bilo tiste zanesljivosti, ni bilo iznešene žoge iz obrambe, ker pa ni bilo Floruca, pa Olimpijina igra sploh ni bila razigrana. Tam je bil brez žog osamljen v napadu. Tudi on je delil udarce, ko jih je prejemal, ampak žog pa vendarle ni imel v napadu. Kako pa sta videla vse te dogodke ob teh prekinitvah v televizijskem prenosu? Uspel sem videti drugi polčas, prvi polčas sem vajo poslušal, v drugem polčasu pa je Matevž Vidovšek šel do navijačev nekajkrat in jih prosil, naj ne mečejo več stvari na igrišče. Potem se pa v televizijskem prenosu niti ni dobro videlo, kaj se je tam dogajalo, ko je prišlo do pretepov, se mi zdi, oziroma do nekaj izgredov na tribuni gostujočih navijačev. Kako sta videla vse skupaj videla? Ljubljanski navijači niso sodelovali z Olimpijo, prekinjali so igro, to so nogometaši Borca ob izvedbi kota, komaj čakali, da se bodo lahko umaknili proč od žoge, da je dal litovski sodnik možnost, da se bo spet malce počakalo in tudi navijači so prekinjali ritem igri. Za tisto prekinitev, ki so jo sprovocirali, pa navijači, organizirani navijači, njihova navijaška, banjaluška navijaška skupina Lešinari, pa je bilo videti, da so se začeli pomikati po nekaj detonacijah, ki so jih prinesli na stadionu Stožice proti glavni tribuni, ampak tam vmes med glavno tribuno in njihovo navijaško skupino pa je bilo, vsaj po mojih informacijah, precej tudi iz naših krajev navijačev Borca iz Banja Luke. Prišlo je tudi do nekaj navodil policije, če sem prav slišal, so govorili samo v slovenščini, v angleščini, ne pa v srbščini, hrvaščini, bosanščini. Policija za čuda ni našla v svojih vrstah nikogar, ki bi znal vse v hrvaško. Meni se ta navodila zdijo sicer na stadionih v primeru takih izgredov potem vedno kontraproduktivna, ker pač navijači potem se mi zdi še z večjim veseljem počno tisto, česar pač ne bi smeli početi. Ja, bilo je kar resno zagroženo, da bo
da bodo odstranjeni iz sektorja, tudi da se lahko tekma prekine tam na južni tribuni Ljubljanskega stadiona, pa kot je Boštjan dejal, se mi zdi ena mešanica domačih in tujih navijačev. Verjetno je prišlo do kakšnih najprej besednih provokacij, potem verjetno tudi fizičnih, in se mi zdi, da so potem lešinari morda stekli tja proti sredini tiste tribune tudi v obrambo svojim kolegom, svojim sonavijačem, tako da ja, hvala Bogu se vse skupaj ni končalo s čim hujšim. Je pa res, kar sva z Boštjanom v Banja Luki že dan pred tekmo debatirala tudi z direktorjem Barišičem in športnim direktorjem Boromiso, da je specifika Stožic ta, da v bistvu ti ne moreš, in tudi nasploh slovenskih stadionov, ki so nekoliko manjši, ti ne moreš navijačev gostujočega kluba odmakniti dlje od igrišča. Ne? Torej, oni so blizu igrišča, tako blizu kot vsi ostali navijači na večjih stadionih, kjer imaš ti 2 ringa, 3 ringe, recimo Jagiellonija je dal primer, Olimpijin direktor, so bili enostavno Dragonsi oziroma navijači Olimpije zelo daleč stran od zelenice, ne? Visoko nad igriščem in seveda je možnost potem, da se kaj tam zgodi, da pride do kakšnih trenj predvsem manjša. Ker po eni strani se mi zdi takšna tekma, s katere bi se lahko Olimpija marsikaj naučila, da bi znala biti bolj tekmovalna v prihodnje, ampak po drugi strani pa je res škoda, ker priložnost takšna, sploh za slovenske klube, pa pride res redko naokoli, da prezimiš v Evropi in igraš izločilne boje evropskega tekmovanja. Ne? Ja, pa še nekaj, ne? Ko smo omenjali, spraševali trenerja Sančesa o Ratniku, sicer je bil zelo, ne ravno nezgovoren, ampak ni želel analizirati tekme, ni želel kazati s prstom na nogometaše, vedno je pač omenjal je to, da je bila evropska sezona lepa, da je čestital svojim varovancem, pač bolj te, bom dejal, floskole v spravljivem tonu, manj konkretnih odgovorov v sami tekmi. Je pa real, da je težave poškodbe pri Ratniku, pa še pri marsikomu drugemu olimpijinem kadru, da izvirajo iz težav, ki jih ima Olimpija s svojim trening igriščem, ki je bojda v katastrofalno slabem stanju in da upam, da se bo vse skupaj kmalu popravilo. Tako da tu se še vedno slovenski klubi tako z vidika trenažnega procesa, z vidika vsega osnovnega ustroja, ki naj bi ga imel klub, ki nastopa v evropskih tekmovanjih, borijo z nekimi začetniškimi zadevami in težavami. No. Na tekme v Stožicah proti Borcu, ko je znan po velikih rotacijah Viktor Sančes, pa je morda prišel do konca tudi svojega talona, nima vseh nogometašev kakovostne, enakovrednih ali pa željnih, da bi lahko, ne glede na to, kdo igra, da igra dobro, ni bilo temu tako. Res so nekateri, ki so manjkali, Ratnik in Floruc, lideri, pa še kateri drug, ki ga ni bilo, lideri v garderobi, in Olimpija, če tudi ni bilo Blanka v drugem polčasu, nervozen zadev je prečko, zastreljal 11 metrov, ko je ostal v garderobi, je bila Olimpija še manj igriva in razpoložena v gradnji igre za napad. Kako se vam pa zdi, da bi lahko to vplivalo na nadaljevanje sezone? Olimpija zdaj ne bo imela več evropskih tekem, lahko se bo osredotočila na domače prvenstvo, tudi na pokal. 9 točk ima prednosti pred najbližjimi zasledovalci. Po drugi strani pa tudi težek poraz, razočaranje, ki lahko tudi pusti nek pečat na ekipi. Ne? Z tega zornega kota je super, da igra Olimpija, z njenega zornega kota, da igra Olimpija v nedeljo proti Domžalam. Hitro lahko popravi ta priokus. Jaz mislim, da ne bo imelo prevelikega vpliva. No. Če je Viktor Sančes trener, ki bo tudi v prihodnje vodil Olimpijo, če bo to čutila nekako ekipa, da ima trenerja, ki je zavezan popolnoma, morda celo dlje kot do konca sezone, potem mislim, da bo dobro reagirala in jaz mislim, da Olimpija zdaj gladko prvi favorit za naslov slovenskega prvaka, tako zaradi prednosti, kot zaradi tistega, kot sem dejal,
občutka neizogibnosti, da Olimpija v domačem prvenstvu nekako izvleče rezultat na tak ali drugačen način. Ja, igra z Domžalami ta konec tedna, potem pa v pokalu z Ilirijo, naslednji konec tedna pa tekma med vodilnim moštvom v slovenski ligi, torej med Olimpijo in branilcem naslova ekipo Celja. Sodnikov dodatek. Malce drugače za začetek kviza danes in sicer preden se bomo šli, kdo je to, bomo se šli, katero številko imam. In sicer, katero številko ima Kaj je noge? Antonio, ne, na hrbtu in ponovadi mislim, da na desni hlačnici. Antonio Rudiger, Real Madrid. Dvojka. Ne, sem mislil, da ima dvojko. 22. Ja, 22, 22, res, ja. 22. Mislim, da je imel dvojko prej pri Chelsea, če se ne motim. zna biti. 22. Jakoslav Stanković, bravo. 30. 30, bravo Boštjan. In še Nik Omladič, Koper. 21. 21, 3 od 3. Bravo, dobri ste. In zdaj pa še dva sem pripravil, za kdo je to. In sicer prvi brez njegovih prvih 3 klubov. Maribor, Domžale, AL Limassol, Niki Volos, Interblok, Železničar Sarajevo, Olimpija, Bela Krajina. Grem še enkrat. Maribor, Domžale, AL Limassol, Niki Volos, Interblok, Železničar Sarajevo, Olimpija, Bela Krajina. Za Olimpijo je igral v prvi ligi, ampak ne v tem nizu, ki sem ga omenil. Aha, že predtem torej. Ali kak Rakovič. Ni, Ne. Beširevič. ne. Beširovič je igral za Apollon, mislim, da je bil tudi prvak ja. z njimi Bil. na Cipru. Igral je tako za Maribor, kot za Olimpijo pred tem nizom, ki sem ga omenil. Aha, še enkrat prej. Da. Torej, dvakrat igral za Maribor in dvakrat za Olimpijo, mislim dvakrat. Kdo je šel V iz dveh Maribora v obdobjih. Olimpijo in se Aj vrnil Đuranović. Ni Đuranović. Začel je pri Olimpiji in potem iz Maribora odšel v tujino. Za slovensko reprezentanco ima 27 tekem brez golov. Se pravi, da je vratar. nazaj? Ni. Dobro razmišljaš. Aj Nihat Pejković. Ne, ni brana za Maribor. Ni vratar. Pomagam. A je branilec. Je branilec. Čakaj. Trenutno je, oziroma bom tako rekel, v zadnjem času je bil selektor mlajših izbranih vrst. Več mlajših izbranih vrst. Njegov vzdevek je krajše kot njegovo ime in ni vezano na njegovo ime. V njegovem imenu so povsem druge črke, kot pa v njegovem vzdevku. Niti ena se ne. Se pravi, da ni Karič, Kara. Ni Karič Ne. Kara, ni Zahovič. Jo. A je Piki Vukdalič? Je, bravo. Bravo. Piki Muamer Vukdalič, čestitke, super, ta je bil kar zahteven. Šahtar je bil tisti klub, se mi zdi, da če bi Šahtar rekel, da bi bilo preenostavno, ker je bil Ponovil to se je, njegov. imel si ga že Bela Krajina. 27 epizod nazaj si že imel Vukdaliča. Spomnim se. Mislim, da nisem. Ja, s tem Šahtarjem si me zdaj spomnil. A res? Ja. Okay. Ponavljaš se, zato nočem sodelovati. Zato je. Brez vez. Zato. Evo, sej, Ne grem se več. če sem ga pa res ponovil, sem pa zato pripravil še enega. In sicer, ta bo lažje zate. Kučis. Ne. Ok. Celje, Slavia Praga. Celje, Sankovič, Goran. Sparta Rotterdam, Olimpija Drava. Ni Sankovič. Daj še enkrat. Ja, ker sem rekel Celje, Slavia Praga, pa si ustrelil, pa nisi več poslušal. Celje, Slavia Praga. Celje, Sparta Rotterdam, Olimpija Drava. Še liga. Še liga, Aleksandr, še liga, en nastop ima za Šele. slovensko reprezentanco. A imamo še čas za en kviz? Seveda, za kviz. Kateri klub sem? Ne, vprašanje je torej, letos smo priča novim formatom evropskih tekmovanj. Navajeni pa smo bili zadnjih, 25 let, verjetno celo več. Več kot 25 let, 30 let vsaj. Torej formata lige prvakov z skupinami po 4. In vprašanje moje je, kateri klub je ob debiju
v Ligi prvakov zbral največ točk v skupinskem delu. Torej, ne štejemo letošnje sezone? Ne štejemo te letošnje. sezone? Ne, štejemo tiste sezone, ko se je igralo 6 tekem. 6 tekem v skupinah po delu, 4. ob debiju. Ob debiju, kot prvič v Ligi prvakov, oziroma seveda debitant tudi v pokalu državnih prvakov, je bil ta klub nikoli prej ni igral v tem tekmovanju. Aha, razumem. Ja. Prav sem že želel reči Napoli. Se mi zdi, da je 12 točk zbral takrat, ko je bil Rafa Benitez. Se mi zdi, da je prvič takrat igral v Ligi prvakov v skupinskem delu, ampak je igral seveda prej že v pokalu državnih prvakov. Kakšen vzhodni klub? Ne. Mislim, da bi to lahko bil kakšen klub, ki je prišel v Ligo prvakov tako, da je bil, ne vem, 3., 4. v eni od večjih lig. Atalanta. Ne. Aha, ne. Atalanta je, mislim, da je dobila 1 točko v prvih 3 krogih, pa se potem uvrstila naprej, ko je 3-krat zmagala, ali pa 2-krat zmagala. Preverjam, 1 točko v 4 točkah. Preverjam, ne. V 4 Ta klub je prišel v Ligo prvakov. Zanimivo. Sezono prej je osvojil pokal pokalnih zmagovalcev. Pokal pokalnih zmagovalcev. Ja. In Chelsea? Ne. Ne. Inter. Tudi ne. Anderlecht. Inter. Dunajski Rapid. Iščemo ekipo. Torej, pokal glede na to, da pokaljnih govorimo zelo o, malo sezon je. Ja, in glede na to, da govorimo 92 in 97. o ekipah, Mislim, da je bil 97 torej, zadnjič. po skupinskem delu s 6 tekmami, ne? Torej v Ja. skupinah po 4 in hkrati o zmagovalcu pokala pokalnih zmagovalcev. Ja. Mislim, da celo o zadnjem zmagovalcu pokala pokalnih zmagovalcev. To je bil Chelsea. Ni bil Chelsea? Čakaj, Chelsea. preverjam. Chelsea se mi zdi, da je. Ali pa Chelsea igral v finalu. Mislim, da je bil Chelsea. Ja, last season UEFA Cup Winners' Cup. In zadnji zmagovalec pokala A je premagal Chelsea v finalu? Ne, ni. Saj, ne. Ni. Dobro, ste Chelsea, no pa. Pa ne morem verjetno. Kot da bi Se zapalil. bil ljub. Torej, zadnji zmagovalec Maruse, pokala pa bi pokalnih zmagovalcev je bil takoj čez nekaj mesecev rekorder po številu točk v debitantski sezoni v Ligi prvakov. Bil pa je v Ligi prvakov zato, ker je runner-up v svoji domači ligi. Pokal pokalnih. Chelsea. Gre za more biti klub zahodnega Londona. Ne, hecam se. Pa ne, če hecam se, zaradi Chelsea. Daj povej vsaj usmeri nas, v kateri dele Evrope gremo. Ni treba državo, ampak vsaj. Južni. Južni. Ja. Južni. Monako. Ne, še malo. Napoli. Ne, Še malce malo bolj južneje. severno. Roma. Ne, Lazio. Lazio. Kako sem ti pripravljen? Ko Si sešlar. Neverjetno. V prazen gol si sam potisnil. Neverjetno. Ti pa s Chelsea. Lazio. Lazio Koga je pa je- premagal Lazio v finalu? Majorko. V finalu in potem je čez nekaj mesecev igral v skupini A Lige prvakov z kijevskim Dinamom, Bayerjem iz Leverkusena in Mariborom in osvojil 14 točk. In Piki Vugdalič je igral takrat proti Lazio tudi, če gremo nazaj. Čestitam. Ja. Si lepo povezal. Kak je pa pol bilo v tisti sezoni s Chelsea? Me zanima. Mislim, da je Chelsea verjetno eno sezono prej. Chelsea, pazi, Chelsea je igral z Abramoviča Lazijem ni bilo. v second group stage in je bil Lazio 11 točk, Chelsea 10, Feyenoord 8 in Marseille 4. In sta šla Zaradi tega se mi zdelo, da je bil Chelsea. seveda. In potem je Chelsea in Lazio sta izpadla oba v četrtfinalu Lige prvakov. Liga prvako 2000, ko je bil prvak. Real Madrid. Ja, Madrid. Ja. Ok, zdaj pa še eno vprašanje. Kateri klub sem? Ja. Moj stadion je Stamford Bridge. Bate, super se je bilo pogovarjati in debatirati o nogometu znova z vami. Hvala tudi vam, dragi poslušalci, da ste bili z nami tudi tokrat v podkastu Žoga
je okrogla. Še veliko zanimivega nogometa bomo doživeli v tej zimi in spomladanskem delu državnega prvenstva v naslednjih tednih, kot rečeno, Olimpija, Celje, tudi derbi Maribor, Olimpija, teden zatem konec marca bo igrala tudi slovenska reprezentanca in na vse zadnje marca bo imela Slovenija še enega predstavnika evropskih tekmovanjih. Celjani bodo igrali v osmini finala konferenčne lige. Uživajte, se slišimo.